Institucija varuha človekovih pravic vsako leto izda letno poročilo o obravnavanih kršitvah. Čeprav v aktualnem poročilu ni nobenega primera kršitev pravic gluhih in naglušnih, to seveda ne pomeni, da teh kršitev ni bilo. Naše letno število zadev se vrti tam okrog 2500 do 3000, pri čemer je zadev z področja invalidskega varstva tam okrog 160, nekako do 200, zelo različno, pri čemer naša statistika seveda zajema precej širok pojem invalidsko varstvo, ki vključuje tudi invalidsko zavarovanje. In v tem okviru je večina pobud, ki jih mi prejmemo, dejansko z področja invalidskega zavarovanja. Torej, obračajo se na nas pobudniki, ki niso zadovoljni bodisi z ugotovitvijo stopnje invalidnosti, bodisi z odločbo, ki so jo prejeli, bodisi z razporeditvijo na delovno mesto in podobno. Medtem ko na področju invalidskega varstva pa obravnavamo bolj, bi rekel, širša, bolj sistemska vprašanja, kot so na primer primernost ureditve v zakonu o izenačevanju možnosti invalidov, vprašanje, kako Slovenija uresničuje konvencijo o pravicah invalidov in podobne. Skratka, bolj vprašanja, ki zadevajo celoten sistem, manj pa posameznika kot takega. V letnem poročilu za 2011 problematike gluhih in naglušnih posebej ne obravnavamo, kajti iz tega področja nismo prejeli nobenih pobud. Mi sicer lahko ocenimo, da vsa problematika ni urejena na primernem nivoju, vendarle varuh reagira šele takrat, ko je konkretno opozorjen na posamezno ali sistemsko napako oziroma nepravilnost ali pa na konkretno kršitev posameznika. Brez takšnih podatkov mi enostavno zadeve ne moremo obravnavati. S problematiko znakovnega jezika gluhih in naglušnih smo se ukvarjali v letu 2009, kasneje pa ne več. Zavedamo se seveda, da ta problematika še obstaja. Delno jo obravnavamo tudi na področju otrokovih pravic, kjer gre za pravice otrok s posebnimi potrebami, medtem ko se pa posebej pa na to nismo bili upozorjeni in zato o tem tudi v našem poročilu ne boste našli nobenih podatkov. Jaz bi predlagal, da vaša ali društvo posamezno ali pa zveza, ki seveda je dobro seznanjena s problematiko gluhih in naglušnih, varuha pisno seznani z odprtimi problemi, ki jih pravzaprav v dosedanjem delu niso uspeli razrešiti. In mi bomo te probleme lahko prvič se seznanili z njimi in drugič na tej podlagi potem lahko tudi naredili ustrezne poizvedbe pri ali ministrstvu pristojnem za šolstvo ali ministrstvu pristojnem za delovna razmerja, odvisno od problematike, in potem na tej podlagi izdelali svoja priporočila, kako naj se te zadeve vnaprej razrešijo. Posameznik, čigar pravica je bila kršena in ničesar ne doseže s pritožbo pri organu, se lahko obrne na varuha človekovih pravic. Vloga pobude je brezplačna in zanjo ne potrebujete odvetnika. V pobudi čim bolj natančno opišite situacijo, navedite, katere pravice so vam bile domnevno kršene in priložite morebitno dokazno dokumentacijo. Obrazec za vlogo pobude je objavljen na spletni strani varuha. Navodila so dostopna tudi v slovenskem znakovnem jeziku, kar je rezultat evropskega projekta Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Kaj pa v primeru, če nas diskriminira zasebnik? Ampak kadar recimo naletimo na takšen primer, da gospodarski subjekt diskriminira invalida ali mu ne priznava določenih pravic in se potem takšen posameznik ali posameznica obrne na varuha, mi ne moremo neposredno gospodarskemu subjektu
dati nekega priporočila, lahko pa seveda v takšnem primeru pošljemo na delo pristojno inšpekcijo, recimo inšpekcijo za delo, ki potem v okviru svojih pristojnosti pa lahko razišče zadevo in temu posamezniku tudi konkretno pomaga. Imeli smo tudi sicer že primere, ko smo se neposredno na gospodarske družbe obrnili in smo tudi dobili primerne odgovore oziroma primerne odzive. Varuh seveda nima možnosti odločanja, vendar pa lahko opozarja na posamezne probleme, pristojne državne organe in od njih zahteva, da primerno reagirajo. Naša priporočila včasih naletijo na odprta ušesa, včasih pa tudi ne. Tako da nekatera priporočila tudi večkrat v večletnih poročilih žal moramo ponoviti, zato ker menimo, da državni organi pač so zato, da so servis ljudem in da jim omogočijo vse tisto, kar jim sicer zakonodaja na načelni ravni zagotavlja. Torej naša vloga je bolj, bi rekel, nekako svetovalna, da opozarjamo na probleme, medtem ko reševati jih morajo za to pristojni državni organi.